Mineva teden dni, odkar ste se usedli na to kolo. Takega nasmeška, kot je bil prve dneve na obrazu, več ni, vseeno pa še ga imate. Ja, utrujenost je počasi prevzela tisto mesto nasmeška konstantnega, čeprav še nasmešek zmeraj je, pride večkrat na dan tudi. Ampak nasplošno dogajanje zmeraj enako, čim več časa preživeti na kolesu, čim manj pavze in pa zbrati čim več prostih minut za spanje. To je nekako oblikovan vsak dan. Zdaj vmes poskrbim včasih sam, včasih s prijatelji za kakšno zabavo zraven, tudi za tiste mimoidoče, tako da imajo kaj več od tega. Po tistem dnevu, ko smo se mi takrat pogovarjali z doktorjem Pavličičem, je prišlo do kar nekaj drugih težav, recimo spet z sklepi, z koleni, ki so se enostavno odzvala na ta konstantni napor, ki je trajal v celotnem času poskusa rekorda. Z zdravniki smo že bili v debatah, ali je smiselno nadaljevati ali ne. Nismo bili namreč sigurni, ali gre za eno poškodbo znotraj sklepa, kar bi nadaljevanje rekordov onemogočilo popolnoma, ali pa gre za kakšno vnetja. Ugotovili smo, da gre za vnetja več ali manj, tako da z rekordom lahko nadaljuje. Kot kaže zaenkrat, pač lahko s tem zdržim do konca, je pa res potrebnih kar nekaj dnevnih terapij z fizioterapevtko in pa tako naprej, da lahko to zdržimo. Kakšne pozornosti je zdaj deležno vaše koleno? V bistvu smo videli, da ga hladite tudi z ledom. Koleno pač zdaj ima res skoraj največ pozornosti. Non-stop se ga neguje, hladi, potem prevezuje, nove kineziotaping in pa tako naprej in tako naprej. Skratka, en kup stvari sem, da bi to zdržala. Zdaj za enkrat te dni, ko so v bistvu težave malo bolj močne, so v bistvu kolena že res utrujena, so fizioterapevti tisti, ki skrbijo v bistvu za pravi položaj kolen, pa da v bistvu lahko nadaljuje z kolesarjenjem. Midva pa v bistvu imamo masaže, tako da po noči med tisto ta večjo pavzo, ko spi, ga jaz masiram, malo v bistvu pospešimo limfo, razvozlama vozličke, v glavnem mišice malo razbremenimo. Brez teh masaž bi verjetno veliko težje prestal te napore, ki jih je zdaj deležen. Ja, vsekakor, vse veste, cel dan kolesari, mišice so ves čas v napetem stanju in je res v bistvu fajn, da se razbremeni. Koliko ljudi kaj pride pogleda, da malo pozovemo še javnost, da vas v teh zadnjih dneh obiščejo? V zadnjih dneh pride kar nekaj ljudi več pogledati, zaželeti srečo, izraziti podporo in pa vse skupaj, kot pa v tistem samem začetku. Zelo različna populacija, od osnovnih šol do vrtcev, potem srednje šole, fakultete, posamezniki, od mladih do starih, vsi pridejo in izkažejo podporo, kar je res spoštovanja vredno in pa res dober občutek, da stoji toliko ljudi za tabo. Tukaj ste si malce zagradili ta prostor, veliko je raznih fotografij. Enostavno sem potreboval malo več prostora sam za sebe in glede na to, da sem vezan na to kolo, ki je že pod kamerami od začetka rekorda, sem pač izkoristil to opcijo, da sem si zagradil teh svojih nekaj kvadratnih metrov oziroma rečemo 2 kvadratna metra. Vse te slike, vse te risbe v bistvu, ki so pa razstavljene, so pa risbe otrok iz različnih vrtcev, otrok iz psihiatričnega oddelka, otroške bolnišnice v Mariboru in tako naprej, tistih najmlajših, ki mi pomagajo. Moči je še dovolj? Vse teče kot doslej, še vedno pravim, da je moči dovolj, je pač že prisotna tista utrujenost, nenazadnje gre še samo za zadnje 4 dni pred iztekom celotnega rekorda, torej 11 dni praktično brez spanja. Jaz sem pozitivnega razmišljanja in mislim, da nam bo to uspelo narediti.